V torek 6. septembra ob 12. uri je na parkirišču podjetja Marovt d.o.o. v obratu v Ločah na Industrijski ulici potekala otvoritev pričetka gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občine Slovenske Konjice. Projekt delno financira Evropska unija in sicer so sredstva bila pridobljena iz drugega javnega razpisa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete, gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve, informacijska družba. Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti občina Slovenske Konjice je z uspešno kandidaturo na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo uspešno pridobila sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja, optični vod, za zagotavljanje širokopasovnega dostopa vsem gospodinjstvom, ki tega dostopa nimajo, oziroma se pri njih v naslednjih 2 letih ne bo zgradilo takšno omrežje strani zasebnih izvajalcev. 1027 gospodinjstev se bo lahko priključilo na širokopasovno povezavo predvidoma do konca leta 2012. Gradnja se bo izvajala preko javno-zasebnega partnerstva, v katerem bo zasebni partner, podjetje GVO d.o.o., vložil dodatnih 1 884 000 evrov ter 20 let upravljal in vzdrževal zgrajeno omrežje. Skupna vrednost investicije znaša dobre 4 661 000 evrov, od tega je odobrenih nepovratnih sredstev v višini dobrih 2 776 000 evrov. Za pozdrav in besedo ob uradnem začetku izvedbe tega pomembnega razvojnega projekta pa prosim Bojana Podkrajška, podžupana občine Slovenske Konjice. Spoštovani gospod direktor Edo Škufica in vsi predstavniki podjetja GVO, Andraž Mlakar, skrbnik tega projekta na občini Slovenske Konjice, in seveda, ker smo v krajevni skupnosti Loče, lepo pozdravljam tudi predsednika gospoda Čakša in vsem vam en lep pozdrav v imenu lokalne skupnosti in občine Slovenske Konjice. Danes je prav gotovo en pomemben dan za občino Slovenske Konjice, predvsem pa za naše občanke in občane. In če se malo vrnem v preteklost, smo v naši lokalni skupnosti gradili šole, obnavljali šole, gradili vrtce, gimnazijo, ceste, mostove, pa še kaj bi se našlo. Verjetno si nihče ne zna predstavljati, ker je kar nekaj občinskih svetnikov danes prisotnih, da bi projekt preko 4,6 milijona evrov zapisali v proračun in šli graditi odprto širokopasovno omrežje. Zato smo bili toliko bolj veseli v lanskem letu, ko smo najprej dobili partnerja, podjetje GVO d.o.o., podjetje, ki ima bogate izkušnje na tem področju in tudi bogate reference. Še bolj smo bili veseli, ko smo uspeli na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izmed 5 občin uspeli na razpisu in pridobili preko 2,8 milijona evra nepovratnih sredstev, ki so črpana z Evropske unije. Jaz sem izjemno vesel in prav gotovo, če bi bil danes gospod župan z nami, ki je odsoten, še toliko bolj, da se danes uradno pričenjajo dela za tem velikim projektom. Seveda, ko sem omenjal podjetje GVO, to podjetje seveda prinaša v ta projekt in v občino Slovenske Konjice preko 1,8 milijona evra. In jaz se resnično veselim konec leta 2012, ko bojo vsi tisti občanke in občani, seveda teh gospodinjstev je preko 1000, dobila ta sodoben medij. Jaz bi seveda se zahvalil občinski upravi, če znamo kdaj po domače ponšifati,
moramo tudi znati pohvaliti, predvsem občinsko upravo, ki dela na tem projektu, predvsem pa skrbnika tega projekta, to je Andraž Mlaker, ki si prav gotovo danes zasluži na aplavz. Jaz vidim tu en uspešen trikotnik. Lokalno skupnost, občina Slovenske Konjice, ki si seveda prav gotovo želi ta projekt speljati do konca. V enem kotu podjetje GVO, ki ima bogate izkušnje, kot sem že uvodoma povedal, in seveda krajanke in občanke naše občine. Jaz želim podjetju uspešno delo, čim manj težav v tem letu in pol, seveda občanom in občankom pa želim, da čim prej pridejo do tega sodobnega medija in jih tudi pozivam, da bomo prišli na cilj, jih pozivam, da pri tem projektu pomagajo. Želim jim pa tudi, da bi, ko bo ta projekt prišel do vsakega gospodinstva, ta medij sodoben uporabljajo v mejah normale. Da se nam ne bo zgodilo čez 10 ali 15 let, da bomo imeli prijatelje v Italiji, v Nemčiji, svojega soseda pa ne bomo poznali. Srečno ta projekt. Hvala. 12. Sedaj pa že za besedo prosim Eda Škufca, direktorja podjetja GVO DOO, torej zasebnega partnerja v projektu. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Naj takoj na začetku pozdravim gospoda podžupana in vse predstavnike občine Slovenske Konjice, kakor tudi lokalne skupnosti, krajevne skupnosti in seveda tudi vse predstavnike medijev, ki nas boste tekom gradnje sledili, stali za nami, nam na nek način tudi pomagali pri reklamiranju tega projekta in seveda ne smemo pozabiti tudi naše sodelavce GVO-ja, ki bodo na tem projektu več kot leto pa pol in skupnimi močmi bomo kot partneri, ker tukaj gre za javno-zasebno partnerstvo, tako zasebni kot javni partner ta projekt pripeljali do konca. Podjetje GVO je poznano po gradnji takšnih omrežij, ne nazadnje smo uspešno že zaključili 2 taka velika projekta v Sloveniji, ki že funkcionirata in zato smo prepričani, da bomo skupaj z lokalno skupnostjo ta projekt pripeljali do konca. Naša želja je, da smo pri tem projektu dejansko partneri, da ne govorimo o javno-zasebnem partnerstvu zgolj kot neki frazi, ampak da tudi dejansko ta projekt peljemo kot partneri. Ne samo tekom gradnje. Tekom gradnje bo zagotovo prišlo tudi do motenj, prišlo bo do cestnih zapor, prišlo bo do tega, da bomo malo hrupni, vendar omogočili bomo krajanom, da bodo imeli najsodobnejši dostop do informacijske tehnologije, imeli bodo tako imenovano informacijsko avtocesto, ki je najsodobnejša tehnologija optičnih vlaken, ki edina sedaj omogoča praktično neomejen prenos hitrosti. To je pa tisto, kar danes potrebujemo za sodoben način življenja. Mi si želimo, da bomo ta projekt skupaj speljali do konca in obenem se moram že vnaprej upravičiti krajanom, ko bomo povzročali pri svojem delu razne motnje, cestne zapore. Obenem pa dajem obljubo, da bomo poskušali čim bolj se krajanom prilagoditi, da bomo vse zapore, ki jih bomo imeli, vse motnje tekom gradnje tega omrežja usklajevali z lokalno skupnostjo in samimi krajani, ki bodo najbolj v tem primeru prizadeti. Zato na koncu lahko rečem vsem skupaj, tako izvajalcem kot lokalni skupnosti, hvala, veliko sreče in pa obenem tudi čestitke občini Slovenske Konjice, da je uspela pri tako močni konkurenci pridobiti evropska sredstva, kajti brez trdega dela in brez dobre strategije tega projekta zagotovo ne bi mogli realizirati in pridobiti za to tudi evropska sredstva. Hvala lepa. Pred nami pa je že vrhunec današnje slovesnosti, ko vabim delavce GVO-ja, DOO, da pričnejo s svojim delom.
se projekt tudi uradno lahko začne izvajati. Hvala za vaš obisk in nasvidenje čez dobro leto dni. Začeli z deli podjetje, gre za torej javno-zasebno partnerstvo, ki je v tem primeru najbolj dobra rešitev. Že imate podobne izkušnje s podobnimi projekti? Ja, GVO je podjetje, ki ima na tem področju daleč največ izkušenj v Sloveniji. Nenazadnje smo zaključili dva velika takšna projekta. To je na področju Koroške in pa na področju Ormoža. Tudi kar precej denarja boste vložili v ta projekt? GVO bo kot zasebni partner v tem javno-osebnem partnerstvu vložil 1 900 000 evrov kot svoj zasebni vložek, pri čemer bo to omrežje uporabljal naslednjih 20 let. To se pravi, da bo podjetje GVO v teh krajih dejansko partner naslednjih 20 let in si želimo, da bi vsak upravičenec do tega priključka tudi ta priključek kasneje uporabljal. Kakšne pa so prednosti tega priključka? Optika je danes edini medij, ki omogoča prenos podatkov praktično neomejenih hitrosti. To je edini medij, drugega medija danes ni. 15 mesecev rok boste brez težav? GVO je zgradil na preteklih projektih 1500 km optiko, tako da teh 150 km ne bo predstavljal nek velik problem za podjetje GVO. Koliko pa pričakujete, da se bo občanov priključilo potem na to sodobno omrežje? Pričakujemo, da v prvem letu vsaj 50 do 60%, v naslednjih letih pa več kot 70 do 80%. Do vseh pač prebivalcev. To je številka koliko približno? Trenutno je 1027 upravičencev, računamo, da bo vsaj 50 do 60% takoj že tudi priklopljenih na to omrežje. Je bilo kaj težav s pridobivanjem soglasij in podobno, kot smo zdaj priča včasih? Zaenkrat ne. Upam pa tudi v bodoče ne, ker kot rečeno, gre za javno-zasebno partnerstvo in tukaj smo mi partnerji, mi z svojimi sredstvi prinašamo tudi svoj vložek v kraj, kjer bomo dejansko partnerji. Začeli boste tukaj v Ločah, kako gre potem naprej? Imeli bomo več ekip in jih bomo porazporedili glede na terminski plan, ki je že tudi sprejet. Mogoče koliko časa pričakujete, da se bo ta naložba povrnila? Naložba se mora povrniti v 20 letih.